Beletrina v živo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Beletrina v živo. Danes je z mano pisateljica Ana Schnabel, spregovorili pa bova o njenem novem romanu z naslovom September. Ana, zelo sem vesela, da sva danes skupaj tukaj in da bova govorili o tvojem romanu, ki odpira res ogromno pomembnih tematik, ampak mogoče čisto za začetek bi te najprej vprašala, to je že tvoje 4. delo in tvoj 3. roman. Kakšni so tvoji občutki zdaj pred izidom in v bistvu kako je ta roman nastajal? Je nastajal dlje časa? Je to neka zgodba, ki je že dalj časa brbotala v tebi? Kot bi rekel Jokić, fino je. Ker pa je to moja 4. knjiga, nisem več tako nervozna, kot sem bila nekdaj. Predvsem si jo želim prijeti v roke. Želim jo držati. Tega se v bistvu najbolj veselim, malo manj pa se ukvarjam z recepcijo, ker pri prejšnjih knjigah sem bila precej obsedena s tem, kako bojo padle in kam bojo padle. Zdaj me pa to mogoče malo manj zanima. Ne vem, je to zdaj znak starosti ali utrujenosti ali pa samo samozavesti. Interpretacije so različne. Sicer pa je ta knjiga nastajala oziroma brbotala v meni pravzaprav od samega začetka moje pisateljske poti. Jaz sem skozi leta napaberkovala nekaj prizorov, nekaj razsutega tovora, s katerim nisem znala zares delati. Dokler nisem imela nekega usodnega pogovora s svojim urednikom Urbanom Vokom, ki me je potem mogoče usmeril ali pa navdahnil, da sem začela razmišljati o formi tega romana. Torej ne samo o likih, o prizorih, ampak o tem, kako pripoved zapakirati, da bo zadosti dinamična in tudi, da bo ustrezala nekim konturam spominjanja, da bo zadostila temu problemu, kako se ljudje spominjamo, kako luknjičavo je to, kako begajoče. Če se ustava še na začetku pri tvoji v bistvu osrednji protagonistki, ti nas v romanu popeljaš zelo globoko v notranji svet in spomine glavne protagonistke Evelyn Oderlap. Spremljamo jo od otroštva pa potem do 40. rojstnega dne. Tako da lahko malo poveš, kdo je Evelyn, tvoja junakinja, jo lahko malo opišeš. Evelyn je, kot izvemo v knjigi, briljantna deklica, torej precej najprej pronicljiv otrok, potem pronicljiva najstnica, seveda tudi zelo zbegana najstnica in na koncu pronicljiva odrasla, ki pa kot otrok, kot najstnica in kot odrasla vseeno trpi za posledicami tega, kar je doživela, ker živi oziroma odrašča v družini, kjer je oče nasilen in išče načine, da bi ob tem normalno zaživela in se naučila tudi ljubiti. To je v bistvu njena krovna zagata. Ker sicer to v knjigi ni izpričano tako zelo, neposredno, ampak mislim, da bodo bralci razumeli, da jo bega lastna, mogoče nezmožnost, da zares ljubi, ker ji je nekaj ljubezni umanjkalo. To pa izvira iz njene preteklosti, in iz otroštva. Zdaj, kot si že omenila, v bistvu v knjigi tematiziraš oziroma opisuješ nasilje v družini oziroma se ukvarjaš s tem, kako preživeti neko travmatično otroštvo oziroma kako živeti odraslo življenje po tem, ko si v bistvu prišel iz disfunkcionalne družine. Kasneje, ko srečamo Evelyn v odrasli dobi, vidimo, da je ta izkušnja nasilja pustila kar precej hude posledice, da ima veliko težav v odnosih, da ima težave s samozavestjo, prav, da ve, da ne bo nikoli mogla biti srečna, da ji ni pomoči, to so njene besede. Tako da se v bistvu ukvarjaš z travmo iz otroštva in s tem, kako jo predelujemo. Zakaj te je zanimala ta tema travme, kako si se lotila tega, v bistvu, kako pokazati posledice otroške travme? Zdaj reči travma je seveda zelo široko, zajema en kup pojavov, neželenih pojavov. Želim specifično govoriti in ta knjiga je namenjena razčlenjevanju travme družinskega nasilja.
pri čemer sem mogoče perspektivo mečkam zaostrila, zato ker tukaj ne gre za partnerko ali pa partnerja, ki bi doživljal nasilje, ampak za otroka, ki je v posebej komplicirani vlogi, zato ker je hkrati priča in žrtev. In zato, ker seveda otroštvo oziroma otroka določa, kako bi temu rekla, družbeno pričakovano je, da se bo otrok na svoje starše navezal, svoje starše ljubil, svoje starše spoštoval. Evelyn pa to seveda ni omogočeno. Ne tako neposredno kot nekomu, ki to vrstne izkušnje nima ali pa živi v bistvu bolj urejenih odnosih in razmerah. In se ona seveda ves čas trudi, da bi integrirala tisto konstruktivno, kar je mogoče od svojih staršev pa vendarle dobila. Zlasti od svojega očeta, ki je tukaj najbolj rušilen lik. In to njeno prizadevanje v bistvu v knjigi spremljamo. Kako morda ne zares ljubiti svojega očeta, ampak ga ne zavreči tistih delov, ki pa so jo vendar popeljali skozi to grozljivo izkušnjo. To zdaj moče zveni mečkan, kot da želim, da se storilcem odpušča, oziroma da spregledamo vsa njihova zla dejanja, ampak za nek drug problem, in sicer ta, da si verjetno vsi v življenju prizadevamo živeti bolje, in ta bolje Evelyn ves čas išče. Ona bolje ne more živeti, če ne vejo, oziroma če nikoli ne bi vedela, kaj s svojim očetom sploh storiti. Kaj s to izkušnjo, ki je zelo, ne bom rekla ambivalentna, ampak tudi zelo kontradiktorna, kaj početi, ker njen oče na eni strani izjemno navdihujoč, izobražen človek, ki pri njej vzbuja veliko radovednosti, po drugi strani je pa največja možna pošast. No, in da se ne zapletam preveč, integracija je tukaj ključno vprašanje. S tem namenom verjetno Evelyn obiskuje tudi psihoterapijo, v bistvu opisuješ dialog med njo in pa psihoterapevtko in mi je zanimivo, na kak način one dve razdeljujeta te Evelynine spomine. In prej si že omenila odpuščanje, v bistvu se mi zdi zanimivo to, da ponavadi pravijo, da moraš pozabiti in odpustiti neke stvari, oziroma da moraš pač pustiti neke spomine v preteklosti, zato da lahko polno živiš. Ti pa se tukaj, oziroma Evelyn se loteva nekega drugega projekta, ona skuša nekako se pretolči čez te spomine, se pravi, hoče iti bolj v njih, ne stran od njih. Tako, tu mi je bilo zelo zanimivo, kako ti vidiš to razmerje med spominom, odpuščanjem, a moramo pozabiti neke stvari iz preteklosti, ki so travmatične, da bi lahko bolj živeli, da bi nam lahko bilo bolje, a moramo odpustiti, a lahko tudi ne odpustimo, pa vsem prebolimo. Če odgovorim na zadnji del vprašanja, ja, mislim, da lahko tudi ne odpustimo. Zdaj, situacije so zelo individualne, ljudje smo zelo individualni. Nekaterim so morda vrednote odpuščanja bližje in bojo temu lažje stopili naproti, drugi ne. Jaz tukaj seveda ne želim razsojati. Evelyn je en partikularen primer in njena prizadevanja so partikularne. Recimo, tukaj ne gre za neko kolektivno navodilo, odpustite storilcem zlih dejanj in bolje se boste imeli, ampak to je Evelyn. To je njena rešitev za njeno življenje, za v bistvu rešitev njene intime. Sicer pa sem že pozabila, kaj ste me vprašali. Ja, torej o odpuščanju in spominu. Se pravi nekako, da moraš iti globje v spomine, da razumeš, kdo si, je to eno od sporočil. Kaj pa vem, mislim, da nas preteklost tako vedno pričaka. Zdaj, odvisno od tega, kaj smo doživeli, kakšen naš temperament. Vedno se bo nekaj oglasila in mislim, da imamo vso pravico, da se s tem ne ukvarjamo ali se s tem ukvarjamo. Odvisno od neke motivacije, pa končnega cilja, ki ga imamo. Meni osebno se seveda zdi to prizadevanje smelo oziroma smotrno, ker lahko morda bolje razumeš neke svoje impulze, jih bolje umestiš, se bolje pripraviš za prihodnost, oziroma bolje pripraviš za ponovitve določenih situacij, ki so neugodne. Bolj gradiš v bistvu neko samozavest. Življenje seveda ni pravljica in ni potica in marsikaj nas z vsakim vogalom pričaka in dobro je vedeti, zakaj na določene stvari reagiramo, kot reagiramo.
to je pač moje stališče, ampak ljudje imajo pravico, da se s tem ne ukvarjajo. Ampak Evelyn se ukvarja s tem, ona se ukvarja s svojo preteklostjo tudi v svojem poklicu. Namreč, ko srečamo v odrasli dobi, je Evelyn pisateljica, tako kot ti. In je nakazano, da je v svojem pisanju se tudi ukvarjala z svojo preteklostjo, nekako autofikcijsko bi rekla. Je pa tudi zanimivo v bistvu, da si se odločila, oziroma da je Evelyn avtorica, ker vidimo, da ta njen poklic oziroma ta njena literarna dejavnost njej v bistvu vzbuja veliko občutkov manj vrednosti. Tam je v nekem poglavju opisuješ eno izmed njenih, kako bi rekla, spiral, pač dobi panični napad, ko bere na Instagramu diskusijo o njeni novi knjigi, in pač vsa ta mnenja in ta kritični pogledi na njeno delo izjemno osebno prizadenejo. Torej, me zanima, zakaj si se odločila, da je ona pisateljica, oziroma zakaj toliko njene vrednosti ona sama pripisuje kritiki svojega pisanja. Je to pač tak poklic, da enostavno je to neizbežno. Mislim, kako to, da si se odločila za lik pisateljice? Najprej je bilo nekaj pragmatično, zato sprva sem se Evelyn zamislila kot likovno ustvarjalko. Ampak če jaz likovne umetnosti ne spremljam tako zelo detaljno, pa me to nekoliko viralo, po drugi strani pa tudi skozi likovno umetnost ljudje težko neposredno skomunicirajo svoje izkušnje. Je to v jeziku bistveno lažje, tako da sem pristala pri tem, kar najbolj poznam, in to je jezik. Lažje je napisati, bil sem prizadet, kot pa to ali uprizoriti, ali uglasbiti, ali pa naslikati. Potem tukaj še ta vidik, da jaz skozi vsako svojo knjigo nekega pisatelja, pa pisateljico vtaknem, to je zdaj očitno že malo že znamčim vse skupaj, svojo književnost. Glede lastne vrednosti pa mislim, da je to značilno za ljudi, ki imajo za seboj travmatične izkušnje, da se v bistvu od svoje dejavnosti, od tega, kako so v svetu, ne znajo zares ločiti. Ta luknja, ki nastane zaradi primanjkljaja neke ljubezni, je toliko velika, da si jo seveda želijo izkušati povsod in za vsako ceno. In potem postane vse, od končne faze, od inženiringa do pisanja, teren, na katerem to lahko ves čas preigravajo. Se pravi, Evelyn piše, ker si želi ljubezni, ker pa piše o sebi, je to še bolj tvegano, in kadar ne dobi ljubezni, seveda je zavrnjena ona sama, ona cela. Zdaj se mi je smiselno pokazati ta vidik, da ta strup, da se razvija v bistvu čez vse, čez vse, s čimer se ljudje ukvarjajo, oziroma kjer se udejanjajo. Tvoj roman ima tudi par čisto slogovnih posebnosti. Zanimivo mi je bilo, da imaš kar nekaj dialogov, ki so izpisani v obliki dramskega teksta z replikami. Me zanima, zakaj si se odločila za tak postopek, tudi čisto vizualno. Vedela sem, da želim z vsemi javnimi uslužbenci, ki nastopajo v knjigi, oziroma predstavniki nekih javnih avtoritet, nekaj storiti, da jih hočem na nek način izpostaviti, tudi potujiti. Potem sem iskala način in se mi je zdelo, da je mogoče dramski način najboljši, zato ker ni klasičen dramski zapis. Se pravi, v teh mojih mini dramah se glavna protagonistka in njeni starši ne oglašajo zares, ampak vse ostane v nekih didaskalijah. Govorijo javni uslužbenci, govori ravnateljica, govori policija, govorijo rubežniki, medtem ko vse ostalo zelo zabrisano. Ker sem želela poudariti, da obstajajo tudi neke institucije tam zunaj, ki se morda ukvarjajo z neko problematiko, na morda ne povsem ustrezne načine, v resničnem življenju. Lahko tukaj zaključim. Zdelo se mi, da je pomembno, da se vidi, da imajo eno posebno mesto v naši družbeni stvarnosti. Daš pa glas tudi Evelyn kot otroku, s tem, da v bistvu so v romanu vključeni kot fotografije oziroma skeni njene pisave, se pravi fotografije oziroma izseki iz njenih dnevnikov. To mi je bilo pa tudi zelo zanimivo. Seveda sem morala, če sem želela to pisateljico utemeljiti, sem jo morala že nekaj nastaviti. Tisti, ki smo postali pisatelji, smo verjetno z jezikom na neki točki že eksperimentirali.
ali pisali dnevnik, ali pisali mini romane. Jaz sem recimo delala zveščiče, ki sem jih imela romani in potem to pač delila svojim družinskim članom kot pač remek dela. In z Evelyn je podobno. Ona se vse čas zateka v svoj sanjski svet, tam sanjari o nekih mogočih drugačnih rešitvah za svoje življenje, to zapisuje. Kasneje kot najstnica pa seveda se zateka k dnevniku, da temu dnevniku pove, kaj pa resnično leži na duši, ker kljub temu, da ima celo eno prijateljico, še ni zmožna spregovoriti resnice o tem, kaj in kako doživlja, ker je sram premočan. Roman se otvori oziroma odpre z enim izmed večjih vloženih delov v romanu, ki so pisani v kurzivi, in tam v bistvu spoznamo pripovedovalko romana, tako da me zanima, kdo pa je pripovedovalka Evelynine zgodbe. Jaz sem vam sicer že zaupala v zaodrju, za koga oziroma za kaj gre, ampak bi to mogoče res prepustila bralcem, zato ker kljub temu, da sem jaz to pisala z točno določenim namenom, s točno določeno idejo, je rezultat morda nekoliko bolj zabrisan. Tako da upam, da se bodo bralci s tem vprašanjem ukvarjali, pa se kdaj tudi sprli. Tudi me zelo veselili, v resnici. Nekje zapišeš, da je bila Evelyn toliko šibkejša od tega, kar je doživela, a vseeno takšnih nas je večina. Ta stavek se mi zdi, da je zelo ganljiv. V bistvu v tej napetosti se mi zdi, da se giblje tudi Evelyn, se pravi to neko vprašanje, kako se odzvati, če sami sebe občutimo, kot da smo bili v nekem trenutku šibki, ampak v bistvu ta šibkost mogoče sploh ni resnična. Meni se zdi, da je Evelyn izjemno močan lik, a jo tudi ti tako doživljaš? V resnici jo, ampak njena moč je v prizadevanju, da bi živela bolje. Seveda v tem ni sama, ona potrebuje ogromno podpore, ker nihče ni sam na svetu, pač nihče ni otok. Ampak v ta svoj projekt v bistvu boljšega življenja upotegne druge ljudi, ker se zaveda, da jih potrebuje, ker jih na neki točki svojega razvoja ni zares imela. Mama ji ni stala ob strani na način, na katerega bi si Evelyn želela in morda to zaslužila. Oče je bil tako ali odsoten, ali prisoten kot nek zabaven lik, ali prisoten kot nasilen lik. Tako da, ja, mislim, da sem že odgovorila dobro. Ja. Na začetku romana stoji citat Kate Bush, ki se tudi še pojavlja potem kasneje v romanu. Never say goodbye to my part of your life, let me live. Torej, nikoli se ne poslovi od mojega dela tvojega življenja, pusti mi, da živim v njem. Zakaj si izbrala ta citat? Ta citat iz pesmi oziroma vers iz pesmi Jig of Life, ena izmed mojih najljubših pesmi Kate Bush. Jaz sem ga postavila zato, ker me intuitivno nagovarja in zato, ker vsebuje en pojem, ki se kot ključen pojavlja skozi celotno knjigo, in to je part oziroma del oziroma polovica. Ta polovica, ta pojem, ta beseda se ves čas pojavlja skozi knjigo in ima tudi neko utemeljena je, ni naključna. Tako se mi je zdelo, da se izzove ogromno nekih asociacij, se mi zdi, ne samo pri meni, tudi pri bralcih, dosedanjih bralcih, kar jih je. In se mi zdi, da mora biti tam. Tudi zaradi tega poziva, pusti me živeti, integriraj me, ne poslovi se od škodljivega ali pa konstruktivnega dela. Tako. Mogoče ne bom razkrila preveč. Prebrala sem v enem tvojem intervjuju, da je tvoja idealna bralka oseba, ki ne želi ostati enaka oziroma ne želi ostati nespremenjena. Na kak način si želiš, da bi mogoče september lahko spremenil bralce ali pa bralke, ki se bodo srečali s tem delom? Kako bi jih spremenil? Zahtevno vprašanje. Ne morem vedeti, kaj se zares odvija v glavah ljudi. Je pa seveda moja želja, da se, kljub temu, da morda sami nimajo izkušnje nasilja, z Evelyn
na neki ravni poistovetijo ali pa jo vsaj razumejo in da bodo morda ljudi s tovrstnimi izkušnjami bolje razumeli. Da je to precej naporen boj. No. Je fino, da se ljudje zavedajo, da so v bistvu mnogoteri boji, ki jih bijejo ljudje, precej komplicirani in da je fino imeti za to nekaj razumevanja in tudi včasih potrpljenja. Ne pa preveč. Pa se ti zdi, da si, ker v bistvu pokažeš, pa ne samo pravzaprav te realnosti spopadanja z nekim trpljenjem, ki se dogaja za zaprtimi vrati v tišini, nekako se mi zdi, da z večjimi deli romana aludiraš na to, da pač ljudje v takšni situaciji, se pravi preživljanja nekega nasilja za štirimi zidovi, velikokrat v bistvu to počnejo sami v tišini, o tem ne morejo spregovoriti. Je to tudi nek družbeni tabu, se ne moramo o tem pogovarjati in tako naprej. Se ti zdi, da si izvala nekatere te stereotipe znotraj enega javnega diskurza o družinskem nasilju? Se ti zdi, da je to sploh nekaj, o čemer se dovolj govori oziroma na prav način, ali pa kako to vidiš? Recimo, da je ena izmed mojih zadnjih oziroma motivacija, da pišem knjige, tudi ta, da napišem nekaj, kar bi rada brala, oziroma to je zdaj mogoče novost v mojem življenju. Da se zavedam, da nekdo mora neko težko delo opraviti. In jaz sem tukaj opravila neko težko delo, kljub temu, da to ni prva knjiga v slovenskem prostoru, ki se ukvarja s to vrsto tematiko, ampak sem dala pa glas specifičnemu členu v tem krogotoku nasilja in to je otrok. Otrok, ki v bistvu samo enkrat pade pod očetovo roko, sicer pa spremlja vse, kar doživlja njena mama. No in zdelo se mi je, da v javnem diskurzu umanjka vprašanje, kaj pa je z otroki, kako rehabilitirati otroke, kako doseči, da ti otroci ne bodo ponovili istih obrazcev, da se ženske v tem klasičnem modelu ne bojo zatekale v nasilne odnose, da dečki ne bojo postali potem nasilniki v svoji odrasli dobi. K temu sem želela nekaj prispevati. Mogoče tudi z vidika ne toliko retribucije, se pravi samo kaznovanja storilcev, ampak tudi rehabilitacije vseh udeleženih, torej tako žrtev kot storilcev, ker menim, da je treba te cikle nasilja nekaj presekati. Jih ne presekamo s tem, da storilce samo odstavimo na hladno v zapore, ker se ti ljudje lahko vrnejo, ker imajo ti ljudje otroke, ki jih je treba rehabilitirati. In Evelyn z neko voljo rehabilitira samo sebe, s pomočjo drugih rehabilitira samo sebe, brez tega se da ne bi uspelo. In išče neko upanje, se mi zdi, v odnosu, konec koncev tudi v svojem partnerskem odnosu. Ja. Čeprav jim morda to ne uspeva najbolje, ampak uči se ljubiti, kar je verjetno največja naloga ali pa zagata ljudi, ki so to izkusili. Najlepša hvala, Ana, za to lepo zadnjo misel. Vabim vse poslušalke in poslušalce k branju Aninega romana September in se iskreno zahvaljujem za družbo. Najlepša hvala. Z veseljem. Hvala lepa. Beletrina v živo.